Lepo pozdravljeni, spoštovani obiskovalci, dragi prijatelji kulture. Danes med nami še posebej lepo pozdravljam župana občine Ormož, gospoda Danijela Vrbnjaka. Danes smo se zbrali ob prazniku, ki je namenjen vsem nam, prazniku kulture, ustvarjalnosti in miru. Kulturni praznik je poseben dan, saj nam daje priložnost, da se ustavimo in pomislimo na tisto, kar nas kot ljudi dela edinstvene, na umetnost, zgodovino, tradicijo in tisto tiho lepoto, ki jo prinaša kultura v vse vidike našega življenja. Kultura ni samo pesem, ples ali gledališče. Kultura je način, kako živimo, kako se pogovarjamo, kako si pomagamo. Je v naših vsakodnevnih navadah, vrednotah, ki jih prenašamo na mlade generacije. Letos je naše praznovanje še posebej slovesno. Praznujemo namreč 50 let delovanja kulturnega društva Usluževci. Če naš kulturni dom ne bi obstajal, bi marsikatera pesem ostala neodpeta, marsikateri spomini pa pozabljeni. Prikrajšani bi bili za druženje, veselje in povezovanje vaščanov. Zato je današnji večer poklon tistim, ki so pred 50 leti postavili temelje našega kulturnega doma. Spomnimo se, kako je nastal, kdo je prispeval svoj del in zakaj je kultura ključ do sožitja, miru in prihodnosti.
Kultura je zrcalo naroda, ki odseva vse njegove zmage, poraze, sanje in hrepenenja. Vsak narod v kulturi ohranja svojo identiteto, ne le za sedanjost, ampak tudi za prihodnje rodove, ki bodo v teh odsevih iskali svojo pot. Brez kulture bi bili kot listi, ki jih veter nosi brez cilja. Zdravljica je ena najpomembnejših pesmi v slovenski literaturi in je simbol narodne enotnosti, svobode ter upanja v boljši svet. France Prešeren jo je napisal leta 1844, v času, ko so se Slovenci še borili za svojo narodnostno identiteto in pravice. Pesem je napisana kot napitnica, njene kitice pa slavijo mir, prijateljstvo in bratstvo med ljudmi. Njena 7. kitica, ki opeva svobodno domovino, je postala besedilo slovenske državne himne. Zdravljica izraža optimizem, vero v prihodnost in poziva k enotnosti, kar je še danes zelo aktualno sporočilo. France Prešeren, Zdravljica. Spet trte so rodile, prijatelji, vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi, v potrtih prsih obbudi. Komu naj pred veselo, Zdravljico, bratje, čmo zapet, Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Sovražnike z oblakov, rodu naj našega trešči grom, prost, ko je bil očakov, naprej naj bo Slovencev dom, naj zdrobe, njih roke, si spone, ki jih še teže. Edinost, sreča, sprava, k nam naj nazaj se vrnejo. Otroka ima slava, vsi naj si v roke sežejo. Da oblast in z njo čast, ko pred, spet naši bosta last. Bog živi vas, Slovenke, prelepe žlahne rožice, ni take mladenke, ko naše je krvi dekle. Naj sinov, zarodnov, iz vas bo strah sovražnikov. Mladenči, zdaj se pije, Zdravljica vaša, vi naš up. Ljubezni domačije, noben naj vam ne usmrti strup, ker po vas, bode nas, jo srčno branit kliče čas. Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta, bo pregnan. Da rojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Nazadnje še prijatelji, kozarce zase vzdignimo, ker smo zato se zbivatli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi Bog, kar nas dobrih je ljudi.
Narod brez kulture je kot reka brez izvira. Izgubi svojo smer, svoj pomen in svoje bistvo. Kultura ni samo korenina, ki nas drži povezane z našimi predniki, temveč tudi izvir, iz katerega črpamo moč za preživetje, ne glede na to, kako težki časi nas doletijo. Neža Maurer, mlada breza. V ogledalu neba se vitka breza gleda, zelene lasje si popravlja in vdiha v mlado jutro, kako je bleda. Na vzhodu se zarja prižge, lej nov dan prihaja in njeno ljubo sonce zardeva, mlada breza veter in nagaja. Tone Pavček, besede take in drugačne. Ljubim besede, tiste prave, ki nočejo v glave odraslih. Sončne in zvočne in vsemogočne, zmožne in prožne, glade in sladke, ki se v ustih tope, čistijo grlo in ga hlade. Kakor bomboni, kot čokolada, kot limonada, ki kadar se rabijo, gladijo, vabijo, sladijo. Zvenijo, živijo kot tivoli, in v njem direndaj ali pa pokajo, pojo in se pačijo kot papagaj. Ali postavim popo kaptepetel. Ah, in kaj je besede, kislih in pustih, ki se kot jed nemogoča valjajo v ustih. Kakor čistoča in tiho bodi in se ne spodobi in hitro spat. Groza, kakšen puščoben besedni zaklad. Pojdimo, bratci, skozi najtanjše sito, naš slovar presejat, da ga očistimo res temeljito, tega plevela spred in zad. Preteklost nas uči, da mir in kultura hodita z roko v roki, saj je umetnost vedno iskala poti k sožitju in razumevanju. Le tam, kjer je prisotna kultura, kjer ljudje cenijo glasbo, književnost, ples in dialog, lahko mir zares vklije in ostane trden. Perjevališče, pesem, majhna pesem o miru. Majhna je ta pesem, a v njej je ves svet, takšen, kot bi moral biti. Brez vojne, brez sovraštva, samo ljudje, ki se pogovarjajo, smejejo in delajo, da je lepo. In če se pesem razraste, bo svet res takšen, kot bi moral biti. Kultura je most med generacijami, ki omogoča, da se vrednote, tradicije in znanja prenašajo iz roda v rod. Ko otrok zapoje staro ljudsko pesem ali se uči plesa svojih prednikov, se zgodovina ohranja. Ob enem pa most postaja trdnejši, saj povezuje tudi srca ljudi.
Leta 1972, ko so bili naši kraji še nekoliko bolj odmaknjeni in ko je edini internet bil soseda, ki je vse vedela hitreje kot pošta, so ljudje spoznali, da potrebujejo prostor za srečevanje, petje in igranje. V središču te zgodbe pa so bili trije posebni ljudje: Franc Dolinšek, Joško Korpar in Venta Mareta. Joško, zadosta je. Še ena zima, ko bomo mi petje vodili na senike, pa da se mi čisto zmešalo. Saj se zavej vetra sploh ne čujemo, pa še Petelin, da vedno boljše peja od mene. Imaš prav, Franc, trebamo plac, samo gi začeti. Ja, potrebovali bomo nekaj toplega pa varnega, pa seveda nekaj tega, ki nam ne nobena krava z enim muzičnim talentom pomagala. Imaš prav, samo tako nemo z našim petjem tudi nikoga motli. Že tak nam pravijo, ko smo kot rop mačkov. Da, o tem moramo malo boljše razmišljati, gremo se vsednemo. Glej, kaj pa, če bi mi bili v tvoji delavnici? Pa v moji delavnici je vedno bolj vse razmetano, pa vedno manj kaj za popraviti, pa kaj nemo po pomoti še koga poleg popravili. Kaj pa pri tebi? Ja, to pa je tudi ne opcija. Če bili pri meni, tebi moja vedno poleg mogla biti. Pa še vedno bi pametuvala nekaj. Če jaz rečem A, ona takoj z B začne. Pa še tako bi na konci moglo biti. Ne je možnost. In kaj pa, če bi kaj mi zgrad? Samo veš, tu pa je ne tako lahko. Ki bi dubli zemljo, peneze, ja cigle, pa veš kaj je najhuje? Majstre, ki bi delali samo za en sendvič pa malo vina. Ja, to že. Samo če bi mi razložila, kar je to dom za vse, tebi vedno ljudje pomagali. Kaj pa za zemljo, imaš koga v mislih? Ne, moglo bi biti nekaj sred vase, tako bi se to nevesem vsi lahko srečuvali. Kaj zelo tu čujem? Kaj bi bitva rada delala? Če je kaj tošnega, kaj nič za ta pomoč, ne prvi povem, kaj nemam cajta. Razen, če je kaj zanimivega. Ja, pogovarjamo se, da nemamo nigi placa meti vaj ali pa nekega prostora, ko bi se lahko družili, peli pa nastopali. Ja, te pa smo prišli na idejo, tako bi se mi dom kulture zgradili. Ja, samo se nam je zateknilo pri penezih, pa zemlji. Ideja je resen dobro, ja. Samo kaj je to akte, kdaj sta naredila festival krompirovih jedi? Kaj se je zgodilo? Pojela sta vse krompirove polpete, prej je sploh kdo prišel. Ja, če pa so bili tako dobri. Samo res, kje bi bil najboljši plac? Ja, ljubčka moja, zemljo imate, pa jaz vama podarim svoj travnik. Samo mi obljubite nekaj, kaj da je toti dom odprt za vse. Otroke, stare mame, pevce, mlade glasbenike. Pa kaj ba ne te pozovla povabiti, če da je kdo kakšna fešta? Marjeta, pa to je super. Zdaj še bi samo trebali ljudi, kdo da to dela. Ja, tako je veka. To je resen super, na to bi skoraj lahko nazdravili, ne? Joško natoči na nekaj. Pa če smo že glih pri problemih, ljudje bojo že prišli pomagati. Kultura združuje, Joško, to si zapune. Pa tek da je toti dom sta, bojo take se bojo ja vsi počutili, kot če so doma. Po zapisih Alojza Trunka, ki je bil tajnik in obenem tudi gospodar, je pri gradnji sodelovalo veliko vaščanov. Najprej so 1.7.1972 določili pripravljalni odbor za pričetek gradnje dvorane v Sluševci. V odboru so sodelovali Dolinšek Franc, ki je bil predsednik, tajnik je bil Korpar Joško, gospodar Trunko Alojz, član Belšak Branko, blagajnik Dolinšek Ivan. Prva akcija, ki so izvedli, je bilo zbiranje denarnih sredstev. Po hiši so pobirali 200 dinarjev. Ko so denar imeli, so začeli z nakupom gradbenega materiala. 7. julija 1972 so začeli z delom, najprej z nabavo materiala. 20. aprila 1973 so pričeli s kupanjem temeljev. Gramus so vozili z Grijasa, cement pa so morali kupiti. V samo izgradnjo je bilo vloženih veliko prostovoljnih ur, pa tudi prostovoljnih prispevkov v materialnih sredstvih. Za les so zaprosili po okoliških vaseh.
podirali so ga v domačih gozdovih, prav tako pa v Zamušanih, na Bresnici in Otoku. Vaščani so jo sami izdelali tudi betonske zidke, kvadre, zato so si izposodili potrebno opremo. Gradnja je trajala kar 3 leta. Zadnje veliko delo so opravili 6. februarja 1975 in sicer zlaganje ostrešja, rušta. Moški so seveda opravili teže fizično delo, gospodinje pa so vedno poskrbele, da mojstri niso ostali lačni in žejni. Kaj te vi to delate? Delate kaj zanimivega? Ja, spominjamo se na to, kar smo mi začeli graditi naš dom kulture. Ja, najtežje je bilo zbrati peneze. Dela se vaščani nismo mogli bali. Cigle smo nosili tudi na ramah, če je bilo treba. Ja, najši dan bi bilo to face ležik. Pomagali bi si s TikTokom pa Facebookom. Pa poiskali bi kakega investitorja. Koga? S čim? Pa zdaj, če mi boš ti rekel neki hashtag kultura, jaz bom res samo žganice nucage bom to razma. Pa kakve investitore? Odkje te vam takej guč? Saj ne je pomembno. Pomembno je, kaj ste dom zgradili, mi pa smo potrpili in ga varovali naslednjih 50 let. Če da to vse po sreči, še bomo v njej imeli vipe. Vi kaj? Veš kaj, vse ne važno. Važno je, kaj mi dom imamo. Kulturo pa tako lahko delimo, makar na odrju ali pa na totem vašem, kaj že no, tik-taki. In tako je zrasel naš dom, z odlično idejo, prostovoljnim delom, trudom in velikim srcem. Kultura resnično povezuje. Kot naša, kjer sem doma, je vitrič veselo zapel, preletel je prek sveta in takih lepot ni našel nikjer, kot tule, kjer sem doma. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo Jože snoj, Veronika gre na ples.
Veronika je ženskica, krilc manj kot hlačk ima, ruto daljšo ima kot lase, prav nikamor nam ne rase. Kaj da noka ni velika, tika toka, toka tika, slišati je sem s hodnika. Toka tika, tika toka, kaj da ni velika noka. V čeveljce je mamine zlezla, zdaj najlepše gre. Tika toka, toka tika, skozi vrata iz hodnika, na stezico, v meglico, iz meglice med luči, na plesišče se mudi. Ji meglica je tančica, veter spordeči ji lica, biserov usuje rosa, mama teče, za njo bosa. Vsaka pesem, vsak vers in vsak ples pripoveduje zgodbo, ki ohranja živ spomin na naše korenine. Skozi te zgodbe ne ohranjamo le naših prednikov, temveč tudi njihove modrosti, upanja in vero, da bo svet, ki ga zapustimo, boljši od tistega, ki smo ga podedovali. Nežo Maurer, čez morje. Kraj ceste je mlaka, v mlaki je vedro, v vedru je pepček, čez morje vesla. Valove mogočne reže in kosa, z žlico navadno čez morje vesla. Ne žeje, ne lačen, mama ne sliši, z vedrom in žlico čez morje vesla. Žarijo očimu, skoraj prisel bo, v drugo deželo na koncu sveta. Tone Pavček, prijazna cesta. Cesta je sama zavila čez plan in se znebija asfalta med hojo. Naj zdaj pride Ciciban delat prevale ali stojo. Naj skače po tepihu trav kot Markov narodni pesmi. Zrak je zbral in poln vonjav. In je zavil Ciciban iz pločnika v mladoletje in sta pljusknila van sončna prha in cvetje. Kultura je osrednji steber vsakega naroda. Je zbir vseh dosežkov človeške ustvarjalnosti, od literature in umetnosti do tradicije, običajev in jezika. Kultura ni le dediščina, ki jo podedujemo od svojih prednikov, temveč tudi odgovornost, da jo ohranimo in bogatimo za prihodnje generacije. Umetniki, pesniki, dramatiki, slikari, kiparji in glasbeniki so nosilci duha, časa, v katerem živijo. Svojo ustvarjalnostno zaznamujejo družbo, razkrivajo njene vrednote in njene slabosti, ter hkrati ponujajo vizijo za prihodnost. Brez umetnikov bi bil svet brez barv in pomenov. Srečko Kosovel, pesem slovenska. Smo ali nismo trpeči obraz, ki se je v svoji bolesti spoznal? Sebe vprašujem in tebe, narod, ki omahuje sredi upora. Upor, to je rast in rast je upor. Nismo mi rasli vedno z uporom. Kaj so nam srca grenka postala? Mati slovenska me je zjebala, mati z očmi svetle sinjimi. V Trubarju smo se zaveli, v Vodniku smo se spoznali, v Prešerni smo se Evropi odzvali, v Levstviku smo se zase borili, v Jenku smo omahovali, preveč je cvetje dehtelo v nas in v Gregorčiču smo zapeli, v Aškrcu svoje trpljenje opeli in Keteja, Murna smo imeli, Župančiča, ki nam je jezik podaril, Cankarja, ki nam je misel utiral. Smo ali nismo trpeči obraz? Kdo nam dal je svobodno sonce? Vladimir nam je pokazal kostelko in Plebonus je vzrasel iz nas. Smo ali nismo trpeči obraz? Bodimo dobri.
nekaj je v zraku, nekaj je v zraku, lepega, nežnega, mimobežnega. Nekaj je v zraku, čuti se, sluti, kot vdih in drget, kot šum in šepet v slednji minuti. Nekaj je v zraku, kot vonji cvetlic, kot lučke kresnic, svetlečih po mraku. Nekaj je v zraku, je to za pesem skrivnostni navdih ali ljubezen, njen dih in vzdih. Borut Pahor je povedal: kultura naroda ni le plod naših odličnih ustvarjalcev, je tudi plod vseh nas. Vznika iz dejanj in besed vsakogar od nas, iz odprtosti duha in srca, iz sposobnosti prisluhniti drugim in jih slišati, iz sposobnosti voditi kulturen dialog. Anton Trstenjak pa: vsaka kultura mora biti zakoreninjena v prostoru in času. Kultura in narod sta ozko med seboj povezana. Narod, ki nima svoje kulture, še sploh ni narod, je k večjemu pleme. Narodnost pomeni skupnost duhovne zavesti. Zatorej resmi
Zapustiti domovino in biti tujec v tuji deželi ni lahko. Spomin na svojo domovino pomagajo ohranjati pesmi, knjige, spomine. Kulturna dediščina, ki jo nosimo s seboj, nam omogoča, da ohranjamo svojo identiteto in povezanost z domovino, ne glede na to, kje smo. Skozi umetnost in jezik se prenašajo vrednote in tradicije naših prednikov, kar nam daje moč in upanje za prihodnost. Feri lajček, moja Slovenija. Nad morjem dviga se pogled zgora, med griči spušča se do ravnega. Z občutkom lepega gre do srca, moja Slovenija pozdravljena. Dvojini rima se in se smehlja, spreminja v pesem se in se igra. Odpira vrata vsa, je kdo doma, moja Slovenija pozdravljena. Davljav dotika se kot pavrica, na pot odpravlja se, je brez meja, a zmeraj vrača se kot lastovka, moja Slovenija pozdravljena. Za mizo vabite, te potreplja, kot bratu se ti da, se ne proda. Zdravica dviga se, izpij do dna, moja Slovenija pozdravljena. Predsednik našega društva je srce in duša naše skupnosti. S svojo predanostjo, vztrajnostjo in ljubeznijo do ljudi
Že vrsto let z ekipo ustvarja neprecenljive trenutke, ki povezujejo vaščane in gradi mostove med generacijami. Njegovo delo ni le organizacija dogodkov, temveč je izraz iskrene želje po tem, da naša skupnost ostane živa, povezana in polna topline. Spoštovani predsednik, vabljeni na oder. Spoštovane vaščanke, vaščani, cenjeni člani kulturnega društva, dragi prijatelji kulture, spoštovani gostje, gospod župan in žena. Leto, ki je pred nami, je za nas prav posebno. Saj praznujemo 50 let delovanja našega kulturnega društva. 5 desetletij ustvarjanja, povezovanja in bogatenja kulturnega življenja v naši skupnosti. To je jubilej, ki nas navdaja s ponosom, hkrati pa nam daje nov zagon za prihodnost. Kot predsednik društva čutim veliko odgovornost, da skrbimo za kulturno dediščino naše vasi, jo razvijamo in jo predvajamo novim generacijam. Vem, da to ni naloga posameznika, temveč delo, ki ga soustvarjamo vsi skupaj. Brez vas, dragi vaščani, brez vaše podpore, vaše prisotnosti na prireditvah in vašega zaupanja, naše delo ne bo imelo pravega smisla. Hvaležen sem, da vedno znova dokazujete, da kultura v naši skupnosti živi in da nas povezuje. Posebna zahvala gre vsem članom društva za vaše ideje, vaš trud in vašo predanost. Vsak vaš prispevek, naj bo še tako majhen, je kamenček v mozaiku, ki ga gradimo skupaj. Ponosen sem, da smo društvo, kjer vsakdo lahko izrazi svojo ustvarjalnost, kjer vsaka pobuda najde posluh in kjer se spoštuje trud posameznika. Ob tej priložnosti bi želel poudariti, da v tem letu pripravljamo dogodke, ki bodo to obletnico naredili še lepšo in nepozabno. Verjamem, da bomo pri ustvarjanju novih vsebin in poglavij še naprej uspešni in da bomo skupaj ustvarjali nepozabne trenutke. Hvala vam za podporo, za vašo prisotnost in vašo ljubezen do kulture. Naj nas tudi prihodnja leta povezuje ustvarjalnost, spoštovanje in veselje do skupnih doživetij. Hvala in še na mnogo uspešnih let. Seveda se na tem mestu zahvaljujem vokalni skupini Uslišari, zborovodju Danielu, nastopajočim, vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri izvedbi današnje proslave, za vse to pa je zaslužna Irena Bezjak, za katero bi imel eno skromno, sladko darilo. Po zaključku vas vabim, da ostanete v dvorani, tako je to naša stara uslušalska navada, da se malo podružimo, poklepetamo. Želim vam vsem lep preostanek praznika, vikenda. Sedaj pa bi povabil na oder gospoda župana, da nas pozdravi in nam pove par besed. Ja, hvala za besedo, spoštovani zbrani, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, kot tudi v imenu občine Ormož. Danes je tisti dan, ko na Slovenskem praznujemo kulturni praznik, ko se nekako poklonimo bogate slovenske kulture in to, da je bogata slovenska kultura, je vsakakor zaslužno, so tudi takšna društva, posameznike, ko smo bili danes priča. Pripravljate odlične prireditve, organizirate odlične prireditve, tako da to je znak enega dobrega dela. Danes je bilo povedano, da je kultura tista vez med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo in tako da je bilo povedano v vseh teh 50 letih. Vas je marsikaj družilo, ustvarjali ste na svoj način tukaj v svojem kulturnem domu in to je tisto, kar je tudi vas, posameznike, povezovalo, nadgrajevalo in to je tisto, kar je tudi potrebno absolutno ceniti. Pravijo, da je kultura glas naše duše in zrcalo naroda in to je tisto, kar je zelo pomembno, to se pravi, poleg vseh knjig, poleg vse literature, poleg vseh iger in vsega, je tudi pomembno to, da držimo naše običaje, da držimo naš značaj, da prenašamo vse te značaje, običaje na naše najmlajše, kar tudi kažete tukaj v Sluševcih. Jaz vam želim še veliko prijetnih kulturnih dogodkov, jaz vam želim vse dobro na vaši poti, ob praznovanju seveda 50-letnice, čestitke ob današnjem kulturnem prazniku, čestitke za vseh 50 let in pa velika zahvala za ves trud, ki ga
ki ga nekako vlagate v kulturo. Verjamem, da bomo uspeli vsi dogodki, vse prireditve v tem letu in da se boste spomnili vse zgodovine, dobrih stvari, ki so vas v teh 50 letih družile, zastavili pa si boste absolutno in pa zgradili, kot si že ste, odlične temelje, ne samo za nadaljnih 50 let, ampak za nadaljnih 100 let. Jaz vam želim v Usluževcih vse dobro, veliko dobrega, srečevali se bomo ob takšnih in drugih dogodkih, pa prijeten večer, še enkrat pa zahvala za odlično prireditev, super smo se imeli, tako da ostanite tudi tak naprej. Hvala, lep večer naprej. Kultura ni le preteklost, temveč navdih za prihodnost. Ko ohranjamo tradicije, ko pojemo pesmi prednikov ali igramo ljudske igre, ne obujamo le spominov, temveč ustvarjamo nove temelje za generacije, ki bodo prišle za nami. Kultura je tisto, kar daje življenju globji smisel in trajno vrednost. Kultura je naše ogledalo in naša pot v prihodnost. Skupaj jo ohranjamo. Spoštovani obiskovalci, hvala vam, da ste prišli med nas, da ste postali del naše kulturne zgodbe. Vabimo vas, da se še malo ustavite in poveselite sosedi, prijatelji, sovaščani in družino, da bomo tako stkali nove vezi in zgodbe.